Spoštovani, lepo pozdravljeni na podkastu. Danes gostim enega najbolj prepoznavnih in priljubljenih slovenskih igralcev, Marka Mandića. Trenutno ga lahko ujamemo v kinu v ključnih vlogah kar dveh filmih: Odrešitev za začetnike in Igrišča ne damo. Te dni ima v Mini teatru premiero predstave Dolgega dneva Potovanje v noč, v ljubljanski Drami, kjer je član ansambla, pa je igral v 3 predstavah in za povrh še v lastni Mandić cirkus, ki temelji na njegovih skoraj 100 gledaliških vlogah. Je prejemnik številnih nagrad, večkrat smo ga pa videli tudi že v mednarodnih uspešnicah. Pozdravljeni, gospod Mandić. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Začniva kar s temo, s katero vas splošna publika in lahkotnejši mediji pogosto povezujejo: goloto na odru. To ste celo parodirali v sitcomu Luke Marčetiča V dvoje, ko v prvi sezoni vletite na oder Drame in najprej sebe strgate oblačila. Zdaj tega je že skoraj desetletje. Kako danes gledate na to parodijo v bistvu? Še vedno z veseljem. Zelo sem zadovoljen, da sva z Jernejem Šugmanom, žal pokojnim, takrat sprejela povabilo, da sodelujeva v tej epizodi z svojimi imeni, ne? In samo snemanje je bilo zelo zabavno, torej priti na oder, odvreč ta kostum in reči, kaj se tukaj dogaja. Ta boj še ni končan, zdaj se borim predvsem zato, da ni nič narobe, če hodiš bos. Danes sicer ne, ker v teh klimatiziranih prostorih me včasih v noge zazebe. Lepo. Pred 2 letoma je vaša golota povzročila tudi skorajda politični incident, ko ste nastopili v predstavi Skupaj pred poslopjem Narodnega gledališča v Sarajevu. Vas je ta razplet presenetil? Nenazadnje se zdi, da so aretacije umetnikov stvar prejšnjega režima skupne države. In kaj je bilo v ozadju celotne zadeve? Če se takega seveda nismo pričakovali, torej te dolge predstave, ki sicer traja, predstava Skupaj, ki jo izvajava z Lejo Jurišič, traja 6 ur, nismo mogli izvesti do konca, bila je prekinjena na festivalu tam v Sarajevu, ampak je pravzaprav pa postala daljša od tega navadnega formata 6 ur. Ta long durational format se je pravzaprav nadaljeval še kar en teden in več in sprožil pomembna vprašanja in potem tudi diskusije na temo svobode v Sarajevu in pravzaprav fokusiranja na stvari. Ena izmed teh je golota, ki je bila zelo kratek čas prisotna tam pred Narodnim pozoriščem Sarajeva. Zato, da bi v bistvu zakrili si oči ali pa da bi nam politika zakrivala oči pred drugimi pomembnejšimi temami in pa celo kakšnimi mahinacijami finančnimi, ki se dogajajo okoli nas. Kaj pa je bil potem razplet? Razplet, policaji so zelo korektno in odlično ravnali z nama, odpeljali so naju na policijsko postajo, rekli so pač postopek je, kakršen je, prekiniti moramo predstavo, plačati je bilo treba kazen, ki je določena za tovrstni incident, torej to je bilo, mislim, da 200 njihovih konvertibilnih mark, ali pa še celo manj, ne vem, pozabil sem, in pospremili so naju do hotela, ker so te nabriteži, ki so imeli problem s to našo predstavo v celoti, nekako kar čakali pred policijsko postajo. In celo svetovali, ako možete, odite za Slovenijo. Mislim, da ne pač gremo, da ne bi slučajno prišlo do kakšnih dodatnih incidentov. Seveda ni super, če se take stvari dogajajo, ampak hočem reči, te aktivistične akcije so oddavna prisotne. Tu me najbolj spomni to biti vključen in povezan z mestom, to, kar je naredil davno Tom Gotovac v Zagrebu, hodil po mestu in poljubljal, legel na cesto, poljubljal tla in govoril, volim te Zagrebe.
In seveda na koncu bil tudi odpeljan strani policije. Ja. A se vam zdi, da to proti goloti pač še narašča, recimo v Dubrovniku, pa v dosti mestih ne smeš zaiti v kopalkah, Blejski otok isto. Ne smeš iti v kopalkah po mestu? Ne. Ja, grozljivo je, da takrat, ko so temperature tako visoke, kot so zadnja poletja, da pravzaprav ne stremim mimo k temu, da bi si pomagali in da bi nam bilo lažje, ker manj, ko imaš na sebi, nekako lažje dihaš. In ne vem, ta razkorak med tem, tudi v končni fazi, biti na vseh možnih festivalih, odet v času visokih temperatur v ta black tie konvencijo, torej rekelci za pet in ne vem, dokam se mi zdi tako malo neskladno z ekološkimi situacijami. Ja. Torej, trenutno vas lahko vidimo v glavni vlogi družbene satire Odrešitev za začetnike, kjer igrate Aleksandra Kralja, uspešnega poslovneža, ki želi skozi prestižna doživetja zakrpati vrzeli v družini. Zdaj nekateri kritiki film primerjajo z uspešnicami Rubena Östlunda, recimo Trikotnik žalosti, pa Višja sila, kjer se zdi, da pa liki pogosto so zgolj metafore za družbeno kritiko, česar pa za vašega Aleksandra Kralja ne bi mogli trditi. A ste razmišljali o tem, kako se izogniti tem pa s tem sodobne satire pri ustvarjanju lika? Pravzaprav smo se pri delanju in razmišljanju o filmu seveda spomnili točno nekih filmov iz tega bazena, satiričnega, ampak je Sonja od vsega začetka, Sonja Prosenc, režiserka, od vsega začetka sledila svoji viziji, ki je od nas zahtevala, da smo seveda na nek način lahko tudi oddaljeni, distancirani, da imamo nek pogled, ne vem, kot da se nas to ne tiče in seveda te družine, ki jo mi uprizarjamo, se marsikaj okrog, kar se dogaja, ne tiče, zapirajo se v svoj terarij, stekleno hišo, sposod je steklo, torej da imajo občutek, da so povezani z naravo, z okoljem, z družbo, pravzaprav so pa nekje varno v svojem mehurčku. Torej to, da smo nekako na distanci s stvarmi, da imamo vpogled, ampak konstantno nas je spodbujala, da moramo mi te like napolniti in seveda smo vedno črpali iz naših odnosov in situacije med protagonisti. Tako da na tak način je bil scenarij že pisan, da so liki ne linearni, ampak da se jim stvari dogajajo. Kaj pa vas je najbolj pritegnilo k temu filmu, ko vam je Sonja razložila osnutek scenarija že, ali ste že dobili celotno zgodbo? Ja, osnutek scenarija, oziroma najprej me je pritegnilo povabilo Sonje Prosenc in srečanje z njo, kjer mi je na kratko predstavila, kaj misli delati, in seveda sem poznal njena prejšnje filme in seveda nisem niti slučajno razmišljal o tem, da bi rekel ne. To in branje scenarija, seveda potem naslednji korak. In pa potem tudi to sodelovanje, delanje skupno s Katarino Stegnar, z Mitjo Ličnom, torej DOP-jem, snemalcem, ki je, se mi zdi, da tu slika ključne, tudi zelo ključna pri filmu, da smo na vikend delavnicah, ki smo jih imeli par, potem to sodelovanje in zgodbo še poglabljali. Torej, tudi Filip, vaš lik v filmu Igrišča ne damo, ki ravno kar prihaja v kino, je oče, ki se trudi poskrbeti za hčerkino dobrobit. Ja. In tudi ta film pokaže, kako se ideje o tovrstni skrbi med starši in najstniki razlikujejo. Druga skupna točka pa je družbena angažiranost, saj gre tukaj za mladinski film o otrocih, ki se odločijo upreti sistemu. A vas je ta prevratniški element najbolj pritegnil? Ja. In tudi pri gledanju filma me navdušuje točno ta njihov
nekako ta njihov pogon, da si želijo stvari spremeniti, da hočejo ubraniti svoje igrišče. Seveda potem je to nekako prihaja v valovih, ker naletijo na situacije, ko zgleda, da bo pač vse tam razrito, in na veliko nesrečo sem jaz eden od teh, ki sodeluje pri tej gradnji. Torej sem šel v večjem konfliktu s hčero Almo, ki jo odlično igra Kaja Zabret. Ampak hočem reči, da cel film in tudi kako je Klemen Dvornik s sodelavci potem podprl to tudi zvočno, s komadi, ki so jih umestili, samo raste in raste, tako da se kot gledalec emotivno odpiraš in si prav pripravljen za to, da potem, ko bo napočila ta sicer mala zmaga, ampak zelo pomembna, ja, celo jaz recimo moram reči, čeprav sem poznal zgodbo, potočil tudi solzo. Ja, meni je bilo najbolj všeč, kako prikaže to gradnjo obstoj skupnosti v enem takem blokovskem naselju, pač kompleksu enih par blokov okrog igrišča, ki stojijo. Da to odlično ujame in tudi vaš lik in lik te vaše hčerke kot prišleka, kot se zelo v redu vključita in to mislim, da tega manjka v resničnem življenju malo in da dobro, da... Integriranja. Ampak v bistvu zgodba nekako sloni tudi na resničnih dogodkih. In prav tam, kjer smo mi snemali v Šiški, so stanovalci v velikem številu zbrani dosegli, da so zelene površine, ker nekoč nekdaj so eni razmišljali o tem, kako graditi te velika blokovska naselja, torej treba omogočiti zelene površine, drevesa, igrala, oziroma prostore, kjer se bodo ljudje združevali. Prav tam tisti, ki so izborili, da niso zgradili dodatnih objektov ali pa kakšnih parkirišč na tistem področju, so rekli, da predlani, ki je bila res vroče suho poletje, da so vsi preko ceste tam iz Celovških dvorov in okolici Aleje, kjer pa pravzaprav ni nihče razmišljal o takih stvareh, prihajali se k njim hladiti. Zdi se mi, da trenutno gradimo samo še fancy buži bloke, stavbe in igrišča zgradijo samo na vrhu za tiste, ki imajo ključ, kartico in dostop do česa takega. Noben pa seveda ne razmišlja o tem, da je treba zgraditi šolo, vrtce, zdravstvene domove in še kakšno kulturno ustanovo. Ne, saj ravno v Šiški, kjer jaz živim, je tako, da so zgradili ogromno blokov in v osnovni šoli, ki obiskuje moja hčerka, so čist natrpani razredi in tako ali tako primanjkuje učilnic in učiteljev in ni nekaj, da bi se razmišljalo rešiti. Mislim, noro, zdi se mi, da bi enostavno, ko začneš mesto širiti, moral vkomponirati v te misli točno vse te stvari, ki jih ena skupnost, ki se na novo ustvari, potrebuje. Tako da se mi zdi, da tudi ta film nagovarja to. Ja, to je res. Vaši predstavi Mandić stroj in Mandić cirkus sta na nek način greatest hits, ki izkazujeta kameleonsko naravo vašega poklica pa umetnosti. Kakšne pristope uporabljate, da se izognete ustvarjanju podobnih likov kot v preteklosti? Ker tukaj potem v bistvu prikažete to razliko, ampak ta razlika izhaja iz vašega procesa. Kako se tega v bistvu... Ja, predvsem sem bil vesel, da je Bojan Jablanovec imel idejo delati na podlagi materialov, ki smo jih mi, prvi negativi, odkrili od vsega začetka, takrat 2001. Pač na vajah se nabirajo materiali, potem iz določenih predstav kolažiramo te stvari, da se je odločil za nek prerez delanja tega rewinda, kombiniranja, kolažiranja. In pri prvi predstavi Mandić stroj je šlo predvsem za citatnost in za to, da se te razlike v tonusu, v tem, kakšna telesa
te liki, ki sem jih igral, imajo, tudi zelo pokažejo. In so delala veliko na preklopih, na rezih. Včasih je šlo to sunkovito iz enega stanja v drugo, torej da je bilo to prav vidno, da je vidna sprememba bila zelo očitna. Mislim, da je sprememba bila očitna, če je vidna, je itak očitna. In včasih je pa šlo to za nekak prikrivanje, da so se v bistvu podobne vloge zlile iz ene v drugo in nekako nisi kot gledalec niti zaznal, razen s tem, da sem zamenjal del kostuma. Aha. To so bili te zunanji znaki. Medtem ko pri Mandić cirkusu sva ravno tako jemala koščke besedilne iz vseh teh preteklih vlog, seveda sva jih dodala, ker sva delala to predstavo 10 let kasneje, ampak sva ustvarjala nek tako imenovan takrat v narekovajih ultimativni monolog, kjer gre za pripoved od začetka do konca o delu, umetnosti, odnosih, o mukah, trpljenju, smrti itd. In je bilo, torej tu sva pa rekla, ok, ne zdaj skakanje v to vlogo, pa v to, pa to, pa pokazati, kakšne razlike so bile na delu, ampak v bistvu iz vsega tega materiala ustvariti neko novo koreografijo. In dobiti nek register gest, gibov, akcij, ki jih potem to moje telo, takrat, ko izvajam predstavo, in seveda osnovna akcija je tudi zaletavanje ob steno, in ta zalet, dotik s steno tudi sproži nov napis nove predstave, ki označuje pač tudi novo vlogo. Jaz pa potem pač s to koreografijo kombiniram in permutiram, recimo, ne vem, neko gesto, ki je najprej zelo minimalna, potem se pa razraste v veliko pretiravanje, zato tudi naslov Mandić cirkus, ki je kot šifra omogočil, da se ni treba zadrževati in biti minimalističen. Aha. Zanimivo, zelo. Zelo edinstvena predstava pač pri nas, no, in definitivno. Mislim, jaz sem zelo hvaležen, da sem imel priložnost to delati in tudi, da je drama šla, mislim, tudi gre za koprodukcijo med Vio Negativo in SNG Dramo, torej, da imamo prostor za tovrstno raziskovanje in eksperimentiranje. Zdaj, jaz sem vas malo navezan na to, prvič sem vas videl v filmu Barabe. To je bilo zdavnaj, kjer ste prav tako igrali ob boku Katarine Stegnar. In takrat me je vaš lik Kovača spominjal na Rentona iz Trainspottinga, ampak se mi zdi, da bolj zaradi podobe Ewana McGregorja v kultnem filmu, kot pa njegove variacije, ki ste jo igrali v bistvu v drami, ne? V gledališki priredbi romana, ne? Zdaj, kot pravim, to je bilo zdavnaj in tudi sam še nisem bil toliko vešč prepoznavanja vseh teh stvari, ampak me zanima, ali ste tudi vi in režiser Miran Zupanič opazili to vzporednico, takrat ste morda malo ciljali na to? Ne, mislim, hvala za to vzporednico, zanimiva. V Trainspottingu, v drami, ko smo igrali, sem jaz bil en drug lik, mislim, da sem igral tega, ki je imenovan v filmu Tommy, taki išče delo, ki tam nekaj. To sploh ne, tukaj pa smo mi pač sledili nekak tej zgodbi, seveda smo najprej, to je že tudi zelo dolgo nazaj, snemali smo leta 1999 in so bili to v vseh nas pravi začetki. In smo seveda najbrž imeli kakšne reference filmov, smo rekli, ok, tako kot tam, ampak moram reči, da ne znam več povedati tega seznama. Zelo me je veselilo, da sva s Katarino Stegnar, s katero sva se pri Vii Negativi družila v mestnem času, ampak na filmu pa sploh ne. Ravno za Sonjo Prosenc ponovno obudila sodelovanje, ker je odlično, če z nekom začneš neko vez,
veš, kako se odzivati, potem to nadgrajuješ. In tako smo imeli najprej priložnost, pravzaprav vsi, Sonja, Mitja, Lija Ivančič, recimo tudi, ki je bila maskerka, Katarina in pa jaz že sodelovati pri Trigradu in nekako, ker ti na samem delovišču, na setu ugotoviš, kako delati drug z drugim, kakšne so naše potrebe, kako se razumemo in nekako vzpostaviš, upam, da vse v redu, nekako vzpostaviš tudi to neverbalno komunikacijo in se razumeš že včasih samo s pogledom, pa vemo vsi, kaj treba narediti. Tako da je bila recimo to snemanje serije Trigrad nekakšna dodatna predpriprava za odrešitev za začetnike. Barabe pa recimo neka davna davni workshop. Meni je bil takrat, se prav spomnim, tisti film super, ki je bil dosti drugačen kot vsi ostali slovenski filmi, imel ene energije, imel je ene fantastične elemente v zaključku. Jaz ga zelo dolgo nisem gledal, torej takrat, ki je prišel ven, potem sem ga pa mislim, da letos enkrat ujel na televiziji in sem bil popolnoma presenečen, ker sem toliko veliko stvari pozabil, katere vse scene so bile tu, situacije. Tako da. Vem, da sem se enkrat pogovarjal z Primožem Bezjakom, ki je bil zelo nezadovoljen s tem filmom. Je bil pa odličen v tem filmu. Je bil odličen, se strinjam. Njega je motilo to, da oni bi naj bili nekako podtalni, pa se vozijo naokrog s tovornjakom. Mogoče recimo, če bi naredili na koncu zdaj, z neko distanco, ta prerez vseh stvari, bi se rekli, ok, najbrž bi morali bolj stopiti v te globine socialnega dna, ampak ta film se mi zdi, da je na drugačen način slikal to, kot neka metafora, alegorija tega podzemlja. Pa odraščanje tudi, na zadnje. Torej, leta 2007 ste bili izbrani za Shooting Star na festivalu Berlinale, kar je pogosto odskočna deska za mednarodno kariero, ki ste jo tudi na to začeli. Katera vrata vam je to odprlo in kako potekajo te avdicije? Srečanja, torej ta program Shooting Stars v Berlinu omogočijo, oziroma tam se zgodijo srečanja s casting direktorji, predvsem direktoricami in pa potencialnimi agenti. In moram reči, da prvo to srečanje s casting direktoricami je bilo zame odločilno, ker Dorte Barker, ena zelo slavna nemška casting direktorica, je delala casting za serijo Im Angesicht des Verbrechens, v obličje zločina pri Dominiku Grafu in takrat nabrala iz tega bazena Shooting Starsov, pa tudi drugih svojih resursov, nove obraze iz držav, ki so slovanske oziroma lahko nekako aludirajo te obrazi na Ruse, Ukrajince in vse druge Slovane, ki se potem pojavijo v Berlinu znotraj te zgodbe Im Angesicht des Verbrechens. Torej ta odločitev Dominika Grafa, da hoče ne nemške obraze, torej ne igralce, ki so tam, pa bi lahko igrali vse te, je bila pač ključna za to, da sem začel sodelovanje v Nemčiji in potem še kdaj imel priložnost v tujini. To seveda prihaja tako v valovih, dolgo časa ne, pa potem se spet kaj zgodi, pa potem že mislim, da ok, to je bilo, kar je bilo, bilo je čudovito, dobre izkušnje in nikoli več, pa se potem še kdaj zgodi kakšen klic. Torej, največ ste igrali v nemških produkcijah, tudi priljubljeni seriji ste bili v enem delu Alarm za Kobro 11, pa na Lifu prikazanih Krasna noč, Brez besed, pa Westernu Zlato, kjer ste bili ob Nini Hos. Kako so te posamezne vloge nastale, oziroma tudi, kar me še dodatno zanima, je pa kako ste pribili ta slovanski zid, da niste igrali zgolj nekih ruskih gangsterjev, kot večina slovanskih igralcev, tako ne vem, Šerbedžija. Brez besed namreč igrate Nemca, v Krasni noči pa Hudiča. Oziroma, mora biti je Hudič.
Ne izvem. Krasna noč je v bistvu, prav oni poimenujejo to vlogo Der Tod, torej smrt, kar se mi zdi iz naše perspektive, torej smrt pri nas je ta slovnični spol je ženski, tam je pri njih moški in se mi je že v štartu zdela ta dualnost super. Vedno se tam pri vseh teh snemanjih, tudi pri Goldu, ne pri Zlatu, ki ga je snemal Thomas Arslan, in tam smo res imeli, mislim, čudovita izkušnja, zato ker smo snemali v Kanadi mesec pa pol, jahali konje in vse te stvari, da so si vedno prizadevali te ljudje, s katerimi sem delal, da bi ta moja nemščina postala malo boljša, ne. Jaz nisem zelo talentiran za to imitacijo jezikov, ampak seveda, sem se probal čim bolj truditi in sem jim vsem tem hvaležen za potrpežljivost in delo z mano na teh stvareh. Ker recimo ravno Thomas Arslan je točno hotel nekako, da se znebimo tega naglasa. Ampak vseeno mora zveneti kot imigrant. Ja, tam v tisti zgodbi je ravno tako imigrant, ampak da ni ta tipičen in da je to čim manj tega. Ne? Oziroma, da je to, kar govoriš, zelo razumljivo. On pa, ki je ta berlinska šola, kjer je malo besedila, potem tudi je zelo pomembno, da to, kar je izrečeno, kar ta Karl Böhm izreče, da je nekako tehtno pride iz ust. Torej smo imeli vedno na setu dovolj časa tudi za te stvari. Tako, mislim, zelo sem vesel, da ni tako, da ne ostaneš, pa si pa vedno sam ta nek mafic, ker moram reči, da me samo take vloge niti slučajno ne zanimajo. Celo ni to žanr, ki ga jaz z veseljem gledam. Torej, bolj so mi všeč te odbiti, recimo raj bi igral neke poete, pesnike, kot pa te zlikovce. Ampak hočem reči, vse to je treba kombinirati. Zdaj, največji film, v katerem ste igrali, je akcijska komedija Hitman's Bodyguard, oziroma po naše Krimi Herbert, kjer ste v vlogi mučitelja izdatno potetovirani in zares strašljivi vstopili sceno ob zvokih Rammstein, če se ne motim, da bi iz glavnega junaka, ki ga igra Ryan Reynolds, iztisnili informacije. Zdaj na platnu je bilo videti, kot da se resnično zabavate. Kako je bilo sodelovati z zvezdnikom Deadpoola? Zelo profesionalno in odlično. Zabavati se je bilo treba zato, ker se ta lik zabava pri tem mučenju, iztiskanju informacije, celo z nekimi elektrodami, mislim, da in vodo to dosegam. Drugače pa seveda na samem setu moraš izvesti stvari precizno, natančno, zato da štima to, kar smo si zastavili. In on, torej Ryan Reynolds in režiser, sta zelo natančna pri tem, to me je fasciniralo, ko smo tam vadili, pri ritmu. Torej mi smo vse stvari, vsi ti deležniki scene, ki smo bili tam prisotni, absolutno na vaji dosegli že ritem, ki ga hočejo imeti tudi v filmu. Torej, kako gre replika, en, drug, cak, kar včasih, recimo pri snemanjih, hočemo, ne bo to ločeno, ne bo pauza zato, da je montaža boljša, ne, je šlo zato, da prizor mora funkcionirati na setu tako, kot bo potem tam na koncu. Seveda, montaža naredi še svoje. Ampak to z eno kamero posneto? Ne, z več. Hočem reči, ampak samo ta izvedba scene je ritmizirana. Je torej replika mora iti cap, akcija to, v bistvu kar za nek... kot nek skor, kot neko partituro, ki je potem izvedena. In pravzaprav gre vedno za to, tudi tle, ki smo s Sonjo Prosenc snemali odrešitev za začetnike, smo določene scene, potem tudi na setu celo si spustili kakšen komad, da nas je spravil v en določeno vzdušje oziroma en enoten ritem vseh nas, da smo potem celo za eno sceno, mislim, da večerjo smo delali tako, da smo za vajo replike odgovorili vse replike drug z drugim in vse te koreografije, hranjenje naredili v eni verziji ob tej glasbi. Torej, da ti ta glasbena podlaga da
ne vem, dodaten push, nekak poriv za to, kako stvari ne funkcionirajo in kako ne bodo usmerjene. Koliko pa ste pri tej vlogi v Hitman's Bodyguard prinesli to, kako je potetoviran ali pa kakšna glasba je, kako zakričite prvinsko? Ja, to glasbo so kar oni izbrali, potetoviranost so pa tudi te, ki skrbijo za masko. V bistvu te tetovaže naredili tako, da so fotografirali en tepih, oziroma vzorc nekega tepiha, in potem seveda dodali z nekim, mislim, da so bile še neke ptičke, v glavnem naredili res eno študijo tega. Tu je ena anekdota v zvezi s tem, namreč v scenariju ne piše, da sem jaz potetoviran, da sem zgoraj brez, ne, ampak pač enostavno ta Goran se pojavi in vse to. Ne. Jaz sem se posnel za to casting sceno, ko sem prišel na set, mi je režiser rekel, oči, da je to, za kar je on mene izbral, si mislil, ok, sem pred 3 meseci to se snemal, ne, nisem niti več vedel, katere oči sem ponudil, dal, ok, to je rešljivo, ne. Ampak druga stvar je pa, da jaz sem takrat istočasno v mini teatru delal z Janezom Pipanom Glad, kjer sem igral nekoga, ki je lačen, in se takrat res nisem nič ukvarjal s svojim telesom, zdelo se mi je, super. Pač bil sem, kakršen sem bil, nisem ravno se trudil, da bi zdaj še kaj potelovadil ali pa kaj takega, to, da sem bil suh ali pa še suhejši, je bilo za tisto vlogo zelo dobro, na kar pridem jaz na snemanje in on mi reče, da bom zgoraj brez, pa te tetovaže, super, ker če bi to vedel, bi mogoče 14 dni prej pa naredil vsaj 2-3 sklece. Potem pridem v masko, pa rečejo, ok, če lahko dam zdaj majico dol, ne, da zdaj to mi skombiniramo, oziroma vidimo, kako bo, torej dan pred snemanjem, in jaz dam to majico dol, in rečejo, we thought you're bigger. Ampak oni so očitno, ne vem, iz katere fotografije sklepali, da sem jaz, mislim, tak. In so potem to, ko so mi pokazali, na kom so testirali te tatuje, imeli ne vem koga, nekoga, ki ne vem, obstaja še kakšen drug Marko Mandić, pa da so na netu našli neko fotografijo, ker moje telo nikoli ni bilo tako, mislim. Ni, da sem čisto tako izključen, ampak enostavno. Ampak ni bilo problem, so na koncu obrezali stvari, da je šlo na moje telo. Zabavno. Torej, med prihajajočimi vlogami na IMDb najbolj izstopa srbska televizijska serija Nobelovec o pisatelju Ivu Andriću, kjer igrate Adolfa Hitlerja. Kaj lahko poveste o tem? Sodelovanje je nastalo, oziroma začetek sodelovanja je na snemanju Igrišča ne damo. Namreč šefa Brabca, torej šefa očeta, ki ga jaz igram, Filipa, torej tega Brabca, igra Tihomir Stanić, srbski igralec, ki je tudi režiser te serije Nobelovac, in pa Ivo Andrić. Namreč njega že leta in leta, tudi večkrat je igral Andrića v kakšnih filmih, in kadarkoli je kakšna obletnica, povabijo Tihomirja Stanića, ker je on nekako personifikacija tega pisatelja. Tudi obvlada njegove tekste na izust. In pač na snemanju mene, jaz sem takrat pri tej vlogi v Igrišče ne damo, imel brado, pa dolge lase, in me vpraša, a se ti kdaj strižeš, se pobriješ? Rekel, če je kakšna vloga, če treba, pa če da ne rabim recimo ravno v teatru tega imidža, naredim tudi to. Imam eno vlogo za tebe, kao Hitler, sem rekel, prosim, rekel, da vidim to, da je ena scena nekako sanska, kjer je Andrić nekako, ker on je bil je predstavnik jugoslovanske takratne države, torej pred vojno v Berlinu, Andrić, in torej je bil v nekem stiku tudi s Hitlerjem. In seveda so hoteli to v nadaljevanki predstaviti kot del nekega košmarja, kot te nočne more. In v tej nočni mori se pojavi Hitler, ki ga portretira in mu govori, in Tihomir je tudi rekel, da ćeš ti tu nešto malo, da plešeš to, napraviš neku scenu otkačenu. Uglavnom, to je bila zelo kratko sodelovanje, en dan snemanja, ampak zelo zanimivo.
Aha, cool. A veste, morda kdaj bomo lahko videli, kdaj bo to vam prišlo sploh? Pravzaprav zdaj so imeli premiero, ker Sarajevski filmski festival ima tudi TV, ima tudi serije, torej nekako predpremierno prikazovanje prvih dveh delov in Nobelovac je bil letos tam prikazan. Na televiziji bo pa, torej na srbski nacionalni televiziji od oktobra naprej. Aha, tako da potem tudi najbrž na naši nacionalni. Ne vem, to bomo videli, a se zgodijo odkupi ali ne, oziroma ta njihova dogovarjanja, kako to potekajo. Tako da recimo ta program serij je pravzaprav zelo zanimiv. Začela ga je Tina Hajon pred parimi leti, 3-4 v Sarajevu in je bilo takrat smo mi tudi s Trigradom se predstavili in nekako vidiš, koliko je to področje bogato, kar se tiče te proizvodnje in predvsem smo bili seznanjeni tudi z dejstvom, koliko veliko druge države dajejo za to, ampak niti ne države, ampak telekomi. Recimo Bosanski telekom financira ogromno, tako da čakamo, kdaj bo tudi slovenski začel financirati filme in serije. V Srbiji je Telemach oziroma njihova sestrska enota in Srbski telekom veliko vlagata in v produkcijo in v šport, recimo. Je kar razlika, ampak upam, da tudi pri nas se kaj spremeni. Recimo, Bobo. Ali lahko že kaj izdate o filmu Little Trouble Girls, prvencu slovenske dobitnice Cezarja Urške Džukić, ki prihaja prihodnje leto, ker je zelo tako zavito v ene tišino in vsi pričakujemo, kaj bo zdaj naredila? Ne morem. Nič ne morem izdati, zato ker jaz sem pravzaprav prišel k projektu kasneje, v drugi rundi. Torej januarja se je še nekaj dosnemavalo. Tako da, kar sem po scenariju sodeč in kar so mi povedali, kako so zmontirali, nas čaka res en super film. Ok, dobro, vse odlično. Lani je v svoji prvi filmski vlogi, v filmu Vzornik, se je izkazal vaš sin France. V intervjuju za Siol ga je režiser Nejc Gazvoda označil kot genialca, ki že pri svojih letih obvladal vse registre. Kako ste doma spremljali to njegovo odločitev za igro in dosežek tale? Odločitev pač glede na to, da so ga povabili, devetošolce so vabili, je on tudi prišel zraven upoštev, ker je ravno takrat bil devetošolc. In potem, ko je bil izbran, se pravzaprav ta naveza z Nejcem zgodila tako dobra, da nekako France niti ni hotel doma kaj preveč razpravljati z nami o tem. Da pač, da on tam vadi z njim, da on mu vse pove, kaj pa kako. To, da je nekako to tudi, seveda smo mi, da spijo, sva poznala scenarij, ker so nama dali v branje potem kot staršu. Ti vedno to, mislim, rečejo, da vidiš v kakšnem filmu, tvoj otrok sodeluje, ker moraš nekako privoliti v to. Ampak nekako je to ostalo, to delo skrivnosti, no in tudi tam v Novem mestu so snemali, bil sam in doživljal radosti in čare, pa mogoče tudi kakšne mini tegobice filmskega ustvarjanja. Ampak recimo za vsakega otroka, in tudi se je tudi videlo pri tej skupini otrok, ko smo delali Igrišča ne damo, ali pa tudi ker vem, ker je moj brat Sladke sanje snemal, oziroma pri Barabah igral mene mlajšega in takrat je bil nekako 11-12 let star, je to res neka velika izkušnja, ker ti srečaš ljudi in svet, ki ti ni dostopen, oziroma kjer se vidiš, kako je to eno intenzivno delo in povezanost, ki se zgodi med filmsko ekipo oziroma v filmski ekipi v tem skondenziranem času je zelo velika. In to v bistvu gre pravzaprav za neko družino. In ko izstopiš iz te družine, jo kar pogrešaš. Seveda se z leti navadiš, da pač bo prišla kakšna druga, mogoče, ampak enostavno, ko imaš pa te prva srečanja z nekim intenzivnim študijem, intenzivnim delom, si pa kar osamljen nekaj časa. Ampak se mi zdijo to
zelo dobre izkušnje in vsi govorijo, da jim je to pomagalo pri odraščanju. Torej, mi je zelo žal, da recimo, kar se dogaja v gledališčih trenutno, ker obstaja ta zakon, da otroci ne smejo po 8 uri nastopati, če niso stari ne vem koliko, ampak zelo velik že, da ne morejo imeti te izkušnje, ker mi pa tudi rabimo včasih za določene zgodbe, ki jih pripovedujemo, otroke, mlajše. In ne moramo tega enačiti z nekim težaškim delom, kot da nekdo od otrok dela v rudniku ali pa za tekočim trakom in ga izkoriščamo, ampak je to plemenitenje v bistvu otroške duše. Kako ste pa vi potem na premieri, oziroma kdaj ste pač prvič videli film, to doživeli, ko vidite svojega sina? Na premiero žal nisem mogel iti, ker sem imel predstavo takrat. Torej sem podoživel to preko njega. Videl sem pred prikazovanje v Kinodvoru, je bilo nekaj za ekipo, ampak tudi tega nisem mogel celoti, ker sem imel predtem eno generalko. Navdušil me je cel film. Tudi kako je celo to zgodbo o teh težavnih časih v času korone, in teh torej odnosa mama, sin. Mojca Funkl je tle fenomenalno vlogo naredila. Ona igra drugače učiteljico, psihologinjo na šoli, ki je nekako razpeta med tem biti v redu starš, pomagati drugim, imeti svoje težave. In se mi zdi, da včasih smo zelo netolerantni do teh osebnih stisk, ki jih nekdo na delovnem mestu ima. Ker je najlažje samo zahtevati, mi moramo biti disciplinirani, mi moramo vse narediti prav in tako, kot je treba, in tu ni nekih odstopanj. Tako da se mi zdi, da smo v tem postali vedno hujši. To, da sem potem film videl prvič v celoti šele v Cineplexu, žal mi je, da nas je bilo malo, ampak sem zelo užival. Odločitev vašega sina za igralsko kariero ni na nek način nepričakovana, se tudi vaša žena in njegova mati Pia Zemljič uveljavljena igralka. Kako pa ste vi vstopili v igralske vode, ki pa ne izhajate iz takšne družine? Kaj je bilo tisto, kar je vas pritegnilo in vam dalo dovolj zagona, da ste opravili potem sprejemne za GRFT in se odločili za to pot? Javne inštitucije so mi pri tem pomagale. Vzgojne najprej, od vrtca naprej. Po mojem sem imel srečo, da sem imel same odlične vzgojiteljice in potem učiteljice, ki so nas spodbujale, oziroma ki so nam najprej pokazale nekaj, torej so one bile ustvarjalke, potem pa nas spodbujale, da smo tudi mi začeli delati stvari. Torej potem to nekako nastopanje v osnovni šoli. Najprej sem spoznal lutke, pa mi je bilo to zanimivo, ker sem mislil, da edino tako lahko govoriš neke zgodbe, torej preko drugega, preko objekta. Pol, ko sem pa videl, da tudi nastopajo eni sami, sem pa se bolj navdušil za to, da bi bil igralec. Vmes me je sicer metalo še v kakšne druge vode, da je hotel sem biti knjižničar ali pa učitelj slovenščine. Tudi arhitektura me je malo zanimala, ampak nekako to igra. Prvenstveno najprej to gledališče, seveda film tudi, ampak to se mi zdelo toliko nedostopno, oziroma to tam nekje drugje. Ker so bile te audicije za Poletje v školki 3, ki ni bil nikoli posnet, sem šel potem nekako. Sam v masi unih ljudi, ki smo se zbirali na uni stari vibi tam na Poljanah v cerkvi, ker so nas postavili tako vrsto, fotka, en stopi naprej, reče svoje ime, hvala, naslednji, torej itak mi je bilo jasno, da se pelješ nazaj v Velenje z unim. Torej neupravljeno. Ampak tudi sam film se ni snemal. No, zanimivo. Kot omenjeno, ste član ansambla Ljubljanske drame, ki se z novo sezono zaradi prenove seli na Litostrojsko. Ali ste že pričeli tam z vajami, koliko bo drugačna izkušnja za nas gledalce?
Z vajami pričnemo 26. torej v ponedeljek. Tako postopoma. Naj prenesejo vsi te, ki pripravljajo predstavo v Mali drami Povišico z Anđelko Nikolić, te štartajo ponedeljek, drugi pa malo kasneje, torej Otroci sonca pa Hrup za odrom in tako naprej, za narodno blago. Res sodelujem pri tisti, ki jo režiral Vito Taufer. Seveda se bomo, tako kot vsakega novega prostora, morali ga šele navaditi in ugotoviti, kako bomo v teh novih prostorih najlažje delali. Sem prepričan, da bomo kakšno stvar iz drame pogrešali. Res, da so nam prenesli tja tudi določene elemente, predvsem pohištvo. Pohištvo za gledalce, da se bodo počutili domače, ostajajo isti sedeži v dvoranah, torej enako škripajoči, ampak naj jih ne skrbi. Predstave bojo to preglasile. Bo pa definitivno ta prostor priložnost za tudi malo drugačne predstave. Ker se mi zdi, da tudi prostor vedno narekuje, kako kaj naredimo. Mislim. Tako da se jaz moram reči, veselim te mini spremembe. Kako bo vplivalo na obstoječe predstave? Te, ki ostajajo na repertoarju, jih bomo adaptirali, kakor prilagodili, če recimo bi bilo kaj scenografsko drugače. Mislim, da imamo malo drugačno situacijo z cugi, torej s temi vodili, ki prenašajo stvari gor, dol, z lučmi ne bo problem, ampak določeni elementi, ki so se pa kdaj tako spustili v kakšno scenografijo, bo pa treba to malo drugače rešiti. Ampak nič drastičnega. Ne. Mislim, ampak to je tudi tako, ko greš na gostovanje s kakšno predstavo, kjer so odri drugačni in je treba narediti določeno prilagoditev. Lahko nas to zelo frustrira, ampak jaz mislim, da je nove situacije, nove prostore treba nekako obrniti se poprit. Mislim, to vem, ker so kakšne predstave, ki so prilagodljive še. Vem, da če smo gostovali z mini teatrom, to je bila moja prva izkušnja, da smo šli tako kam čez lužo v neke čudne prostore, tudi z Medejo materialom, tam na začetku tega tisočletja. Se mi je zdelo, da bolj kot je bil prostor drugačen, boljša je bila predstava. Ja. Mini teater ima en koncept, kjer je cela scena v bistvu v nekih škatlah, ki se sproti razpakira dostkrat in potem nazaj pospravi do konca predstave. Točno to. Mislim, tam je pač ta majhnost samega prostora tudi ne omogoča česa drugega. Predstavo zapakiraš in potem jo razpreš pred publiko na novo. In na nek način tudi sugerira ta dramina letošnja podoba, vizualna, vsaj za tole knjižico programsko, kjer smo dramo dali v eno škatlo tudi, in jo v bistvu poslali na novo lokacijo. Torej smo nekako naši vse te službe, garderoberske, rekviziterske, scenci, vse so zapakirali, naredili čistko pravzaprav. Tudi te selitve so včasih dobrodošle zato, da ti vidiš, kaj rabimo, oziroma celo odkrijemo, kaj vse tu imamo in bi se dalo ponovno uporabiti. Torej, so vse to zapakirali, zdaj smo prenesli ali v skladišča, ali tja na Litostroj, in kjer bomo torej vse to na novo obudili pred publiko, ki jo seveda moramo samo spodbujati, da pride tudi v Litostroj in da se ne boji novega prizorišča, oziroma da ne joka, da žal zdaj 2-3 leta se ne bomo dobivali v centru, v drami. Torej, 3 leta nekje naj bi trajalo? Že veste približno? 3 naj bi bilo, zdaj pa upam, da bo samo 3. Ker potem čaka tudi mladinsko gledališče na prenovo in so nekako to vezane stvari. Težko je najbrž zapreti 2 gledališki inštituciji hkrati. Najbrž se mora naša obnoviti, pa potem tam štartati. Prej, ko bomo mi končali, prej lahko mladinc gre v obnovo oziroma dograjevanje. Marko Mandić, hvala za pogovor. Najlepša hvala. Iskrenost, veliko uspehov na odrih in pred kamero. Nasidenje. Hvala lepa, vabim pa vse gledalce v kina, zdaj, ker imajo priložnost videti ta 2 filma in seveda tudi vse druge slovenske filme. Hvala. Nasidenje.